En lep dober večer, evo ponovno Tanja Skaza z vami, četrtek 2020. Danes je bil tako čudovit dan, tako da sem čisto vse ulovila. Od akademije do coachingov, evo in tudi še na koncu z vami v liveu. Iskrena hvala za vsa vprašanja, ki mi jih napišete, in jaz sem iz nekih določenih vprašanj ugotovila, da je mogoče dobro. Pišete mi, zakaj nisem srečen v zakonu, zakaj nisem srečna v službi, kaj se mi dogaja, zakaj ne čutim, da imate cel kup krivice in pa glede na to, da danes sem pa jaz res tako močnih hvaležnosti, pa eno temo še imam odprto spolno, sem to temo, ko bomo začeli punce, to bomo rabile potem, ker ne sem en live, bomo rabile več, sem se odločila, da se danes res dotaknemo malce več hvaležnosti. Marsikomu hvaležnost odpira vrata, marsikomu je hvaležnost pomagala odpreti tudi srce, marsikomu je hvaležnost pomagala, da je spoznal, kaj vse ima in da več ne rabi, razmišljati ali pa ne razmišljati, hlastati po nečem drugim, ampak da najprej spozna, kar v resnici mu je življenje dalo. In sem prepričana, da tudi jaz sem bila med tistimi, ki sem bila redko kdaj na začetku pred leti, rečemo takrat, ko si v nekem vrhuncu neke svoje kariere, ciljne usmerjenosti, malo včasih pozabiš, da se je treba zahvaliti za vse, karkoli si naredil. In ponavadi smo ženske tiste, ki si zelo radi dajemo ne vem kakršnakoli bremena gor in rečemo, aha, to še ni, pa še to bom in se nikoli ne zahvalimo v resnici, kaj smo naredili. Evo, tudi jaz imam en tak primer danes, mislim, imam jih več. V bistvu je tega, da jaz na akademiji učim predvsem to, da ženska res najde v sebi vse tisto, kar misli, da nima in potem to odkrije. No in danes je tudi ena na akademiji, se pogovarja in ne vidi svojih dosežkov v tem, ima 3 fakse, 2 faksa več kot jaz, kaj vse je naredila, kakšne ima za seboj rezultate in tega ne vidi, zato ker vedno hlasta po nekaj več. In ko mi hlastamo po nekaj več, seveda se si vsi želimo nekaj več. Tudi jaz iskreno želim, da so vse moje akademije polne, 3. akademijo več ne želim jaz poučevati, ampak ne poučevati, sem držati steber in 3. akademijo tako in tako, mislim, 3. nadaljevalno. Tisto ne zdaj, da ta 3. ko je prišlo, da potem, ko je pa že 3. leto, so pa že te moje sestre, kolegice že toliko močne, da one same imajo samo to kot neko varno okolje, kjer lahko eno drugo boostajo, opolnomočijo, povežejo, sodelujejo. No pa dajmo se malo dotakniti res teh hvaležnosti, da najprej sploh začutimo, kje je dobro, da začnete in boste videli. Jaz vam obljubim, da bo vaše življenje, če vadite hvaležnost, čisto drugačna čez kakšna 2 meseca. In ker danes sem jaz res tako polna hvaležnosti, veste, kako lepo je, ko si obdan z ljudmi, ko začutiš to hvaležnost, ko jo živimo na podobnem nivoju, ko čutiš, da to, kar delaš, je dobro, da si lahko to, kdor si, da je dovolj že samo, da si, potem veš, da si neka hvaležnost res po notranju. In želim vam samo povedati, da tudi jaz sem bila med marsikaterimi tistimi, ki nisem razumela to hvaležnost, ki se mi je vedno zdelo, da pa to je samoumevno, pa ono je samoumevno. In zdaj bom samo nekaj takih majhnih utrinkov izbrala, da boste vi poiskali svojo hvaležnost in iz svoje hvaležnosti pogledali na vaše življenje drugače. Najprej bom začela s starši. Vsi tisti, ki še imate starše, vsak od vas, pa vsak dan se zahvalite za njih. Tudi če so pokojni, se zahvalite, ker so vam dali življenje, ker če ne bi bilo njih, vas ne bi bilo. Tako da se zahvalite za te čudovite starše. Če imate kakršnega koli brata ali če imate sestro, se zahvalite za to vašo kri,
ker on vam nekaj sporoča. Jaz sem izredno hvaležna za mojega brata in vi tudi poglejte, ne iskati slabe stvari, najdite najprej dobre stvari. In ko boste našli dobre stvari, ne moramo svoje kritizirati. Svoje ne moramo kritizirati, ker kritiziramo sebe. Lahko pa sprejmemo lepe stvari. In takrat, ko je kakšna slaba oziroma kakšna priložnost za izboljšavo, jo tudi povemo, ker jo znajo slišati. Če imate kakršnekoli sorodnike, tudi če niste dosti povezani z njimi, jaz imam nekaj takih sorodnikov, ker res nisem dosti povezana z njimi, jih pa sprejemam in se jim zahvaljujem, ker so mi pa dali, ne vem, mojo korenino, ne bom zagovorila iz katere strani, in se jim zahvaljujem, ker smo družina, ker smo povezani, lahko da mogoče mi malo manj, lahko da bojo naši otroci, ampak veže nas pa podobne vrednote, to meni podobni vzorci. Vse vzorce, ki jih imam jaz, jih ima tudi moj bratranec, pa moja sestrična. Iste vzorce, na katerih bova pa delala, je pa to odvisno od posameznika. Gremo naprej, da ste najprej hvaležni tudi za svoje otroke. Kakršnikoli so vaši otroci, so vaši otroci. Res. Meni je tako žal, včeraj imel moj sine v leto, jaz sem to leto enega spravila, kako se to zdaj sliši, en končuje srednjo šolo, drugi končuje osnovno šolo. In potem, ker sem ta starejšega objavila, sem rekla, tako si želim oba pokazati moja sinova, to meni, ko ste ponosni, ko ste srečni, naj vas to nič ne ovira napram drugi, ko eni rečejo, pa to ne. Vedno hvalite svoje otroke. Meni je bilo vedno tako lepo slišati mamice, očetje, ko so tako lepo govorili o svojih otrocih, pa sem kdaj slišala, ker sem še bila majhna, tudi kdaj, mogoče moja mama, pa kako sosedo, ko je kera rekla, jo, ko ga hvali, on je pa tak, pa kaj pa pol, on govori s svojimi očmi o svojem otroku. Če boste vedno hvali svojega otroka, bo ta otrok vedno najdu pot, kam naj pride, kjer se bo počutil varnega, sprejetega in kjer bo vedno čutil, da je lahko samo to, kdor je. Lepo prosim. Tako da, kdo pravi, da mora biti petke, sami, ne vem, sama priznanja, kdo to pravi, to jih ne bo učilo življenja. Življenje jih bo učilo to, ko boste vi jim pokazali, da jih imate radi, da ste srečni zraven njih, da se fajn počutite, da ga znate poslušati, slišati. Oh moj God, jaz sem tako hvaležna, dokler naj vam povem, da jaz ko rečem, tu sem tak velik napredek naredila, tako da vedno si rečem, včasih sem si rekla, da nisem bila dobra mami, danes pa rečem, bila sem najboljša mami, kar sem znala in danes vem, da sem tudi izredno dobra mami. In da vse, kar je, da zdaj ona dva več ne potrebujeta mene, da karkoli pametujem, ampak samo, da jih poslušam. Pa definitivno, da veste, kje je kaka meja, da to mejo ne prestopijo, ker s mejo se poučimo spoštovanja. Gremo naprej. Potem prosim, hvaležnost za vse tiste vaše sodelavce, s katerimi ste. Bodite hvaležni za vsakega sodelavca, ne glede, ali se imate dobro z njim, ali se imate manj dobro z njim. Ker tudi tisti, kateri so manj dobri, oni pridejo v vaše življenje, nekaj mogoče oddelajo in potem, ko je čas, odidejo. Ampak skozi njih se učite, kje ste vi. Kje ste vi? Danes je bil odličen primer, ker je rekla ena izmed mojih udeleženk, jaz tega več ne rabim, ampak njena sodelavka še to rabi. In ko bo ona pri svoji sodelavki videla, ali ona rabi še to sodelavko in če lahko delate skupaj, se bo tudi ta vzorec nekako očistil. Pomeni, sprejmite vaše sodelavke, vaše sodelavce v popolnosti, vendar res je pomembno vedeti. Ko jih sprejmete v popolnosti, vedite, kje ste. Zdaj, če ste vi vodja, potem želite, da vaši sodelavci vas spoštujejo. In ko bojo oni vas spoštovali, boste tudi vi njih spoštovali. To je obojestransko. Če ste zaposleni, pa če ne spoštujete vodjo, zelo težko bo ta vodja spoštoval vas, zato ker hierarhija je pomembna. In to hierarhijo se definitivno učite na postavitvi družine, ker je ena sistemska postavitev, ena pa postavitev družine, tako da takrat veste, da je potrebno spoštovati hierarhijo. Mogoče tudi jaz kdaj nisem dovolj spoštovala mojega pokojnega tasta ali pa mojo živo taščo, ampak ko sem to razumela,
od takrat sem vedela, da so oni tisti, ki jih je treba spoštovati, da lahko jaz gradim potem naprej, ker bom dobila proste roke. To pomeni, spoštujte svoje sodelavce. In tista, ki je izredno, izredno pomembna, pa je marsikdaj opažam, pa dobim, pa tudi jaz bom podelila z vami, bodite hvaležni za svoje stranke. Vsaka stranka je dobra za vas. Čisto vsaka stranka, tista, katero imate, ker vam kaže pot, koliko ste naredili ali na čem je dobro delati, bodite najprej hvaležni za te stranke, ki jih imate, da lahko dobite nove. Ampak ko pa čutite, da s katero stranko ste končali, to je tako, da bi končal nek karmičen odnos, končajte, spustite to stranko, ker če ste vi prišli na višji nivo, tudi spomnim se, to sem vam tako hotela reči, ker moja prijateljica mi je rekla, a veš, sem slišala, da ne vzdržuješ rada prijateljske odnose, da pri tebi je prijateljstvo nekaj tako, imaš pa greš. In potem sem mi celo tako rekla, da ima prav, da partner je edini, s katerim sem z njim toliko časa, res nimam prijateljice, da bi zdaj rekla, 20-30 let tega res nimam, zaradi tega, ker vem, kaj vse sem v tem življenju od punčke male pa do danes naredila. In v tem obdobju sem rasla in sem odprta, radovedna, učeča, želim rastiti. In vedno je tako, ko čutim kdaj, da ne dobim tiste energije, ki bi jo lahko dobila, da bi se nahranila. Zelo veliko mi pomeni energija, resno, to je zame skoraj najbolj pomembna stvar. Jaz vse gledam skozi energijo. Skozi čutenje, tudi naprimer, prejle sem eni dami govorila, da koliko je meni tudi pomemben vonj kože, kako zavonjam osebo, pač bolj mi čutenja tako delajo, kot pa tista druga, sem zato, da sem z nekom. In jaz sem za vsako mojo prijateljico izredno hvaležna, niti z nobeno, nisem skregana. Vsaki napišem, da jo imam rada, samo nimam potrebe vzdrževanja nekega odnosa. Ko se bo to zgodilo, se bo zgodilo. Ko pa pride čas, da se pa malce odmaknete, pa tudi ok. Zakaj? Ker se odpirate za nekaj novega. Ok, to so zdaj sem vam dala osebe. Zdaj gremo pa naprej. Pomembna stvar. Koliko imam časa še? Še 7 minut. Ena mi je tako lepo napisala, pa bom pol prebrala. Slike, ki govorijo, kako lepo. Že besedo imam, mislim, že tako lepo ima slike, ki govorijo. To je to. Meni slika pove več kot 1000 besed, pa res je. V moji knjigi, včeraj me je vprašala ena stranka, kaj bi rekla, kaj je moje glavno sporočilo moje knjige. In sem povedala, moje glavno sporočilo moje knjige je, da sem hotela prikazati, da sem tudi jaz bila nekoč žrtev, da tudi jaz nisem bila popolna, kakšne napake sem delala in naprimer, kje sem danes. To meni, sem se razgalila v tem stilu, da začutite, da tudi jaz sem bila nekoč bič, ampak danes vem, kdo sem. In da si rečem, da sem mogla iti skozi to fazo, da sem danes prišla do sem. In vsi tisti, ki poznate regresijo ali potovanje med življenji, veste, da ljudje, ki so imeli mogoče velike izzive, so na določenih področjih najboljši. In danes vem, da sem oseba, ki znam graditi najlepše odnose. Če jih včasih nisem znala, ker sem bila bič, ker sem sledila ciljem, danes vem, da točno to, kar znam početi najbolje, graditi odnose. No, in najprej gradimo odnos, to sem vam zdaj povedala, kar se tiče knjigo. Tako da skozi knjigo sem vam hotela povedati, točno to, da tudi jaz sem bila v vlogi žrtve, ampak da je vsak lahko zmagovalec. Čisto vse se da. Čeprav me marsikateri terapevt reče, nehajte to govoriti, da se tako vse se da. Ja, vse se da. Čisto vse se da. Noben ne pozna moje zgodbe, noben ne pozna nobeno zgodbo od mojih strank.
kot če bi njihove zgodbe slišali, je moja mala malca, pa kje so danes, kakšne zgodbe imajo za seboj in rečem, to so zgodbe, o kateri bomo govorili. No, sej, ko bom pisala knjige, bom vse njihove zgodbe napisala notri. Ok, gremo zdaj. Grajenje odnosa do sebe. V knjigi sem napisala, kako imam močna bedra, kako so me motile, ker mi je en fant rekel, ker mi je bil malo všeč, pa mi je rekel, da imam take nogometne noge. Danes imam svoje telo rada in sem hvaležna. In če želite zgubiti kako kilco na rokah, na tole, naprimer, na nogah, kjerkoli, ja, je najprej treba to sprejeti in se zahvaliti, ker imate tole danes. In biti hvaležen za svoje telo. Eni tega nimajo, zato je treba biti hvaležen. Jaz včasih vprašam, a je ženska sploh kdaj zadovoljna s svojim telesom? Ker veste, jaz jih imam na akademiji od izredno suhih, neverjetno postavnih, neverjetno seksi, do tudi milf, tako kot bi človek rekel. Ja, moja mamica mi piše, moja lepotica, moja mami tako izraven. To pomeni, da ženske smo najbolj kritične do sebe. Najbolj kritične do sebe, zato prosim, bodite najprej hvaležne za to, kar imate danes. Vse, kar imate, lasje, vse oči in sem prepričana, da sigurno obstaja nekaj na vas, kar vam je všeč. Prepričana sem, če ne postava, koža, vonj kože, ne vem, da ne bi, zdaj sem že hotela malo predaleč, pa ne bi šla, mogoče zdaj. Sigurno je nekaj takega, kar imate izjemnega. In zato smo toliko drugačni, da v tem svetu drugačnosti je točno taka ena oseba, ki nas čaka in je double match. Double match, takole, se ujame. Zato je sem treba začeti sprejemati sebe. In zadnjič mi je rekla ena stranka, ki je pošiljam poljub, zdaj zastopim, zakaj me nihče ne vidi. Zato, ker jaz ne sprejemam sebe, ker jaz ne sprejemam sebe in ker jaz ne sprejemam sebe, ne morejo me drugi videti. Tudi, če jo pa kdo drug vidi, jo pa vidi podoben tak, kot je ona sama. To pomeni, ko mi začnemo sprejemati sebe, dovolimo, da nas drugi vidijo. Ok. To dan sem malo navdihena do vsega tega. Res je bil čaroben dan. Čaroben dan. Komad potem dati gor. Ta druga zadeva, katera je ena. Ljudje radi gledajo, ja, lahko je njej, v kakšni hiški živi, kako pisarno ima, kaj ima to. Sončki moji. Pa zakaj ne bi bili zadovoljni s tem, kar imate sedaj? Ker če boste zadovoljni, na kakšnem stolu sedite, pomeni, da si zaslužite novega in bo prišel to novi stol. Če ste presrečni, da imate streho nad glavo, a ni to nekaj čudovitega, a ni to lepo. Nekomu paše v hiši, nekomu paše v stanovanju, nekomu paše, ne vem, obstajajo ljudje, ki živijo v teh mobilnih, v avtodomih in so presrečni. Najprej bodite hvaležni za to, kar imate. Resnično. Za vsako stvar, za tisto pipico, za tisto tuš, vse karkoli, edino na tak način se boste lahko odprli hvaležnosti. Drugače ne, res ne. To, kar imate na sebi. Naprimer, izredno rada bi vam povedala, da nisem nikoli potrebovala nekih močnih blagovnih znamk na sebi, da se počutim lepo, vredno, seksi in ženstveno. Tudi oblekca za 20 evrov mi je bila ok, 30 evrov, čisto odvisno. Kako, tudi 100, tudi 500, kakršnokoli. Vendar, izhajam iz tega, da ko nekdo, ne vem, tudi ko včasih vidim, ko je napisano, to je en poljub bil poslan, ko je bilo napisano, kdaj, jaz ne berem rumenega tiska, ampak je bilo pa na enem Facebooku je bilo napisano, ko so neki komentirali eno žensko, kako je oblečena, kakšne drage obleke ima in ona komentira, da ima za 30 evrov obleko.
In sem hotela povedati, ja, zato ko ima rada svoje telo in ko ima rada svoje telo, lahko da na to telo čisto katerokoli obleko bi želela. Tako da lepo prosim, bodite najprej hvaležni s telesom, potem tisto, kar imate, ko date gor, se počutite nekaj najlepšega v tistemu. Evo, jaz imam čudovito obleko na sebi. Bodite hvaležni za to, kar imate. Bodite hvaležni, a veste, jaz se spomnim, kako sem hrepenela po dragih hotelih. In tudi to sem mogla dobiti, te drage hotele, pa draga potovanja. Tam sem pa najsrečnejša v Koštaboni, uživam v Koštaboni in v moji Malinski, kjer imam čudovito hiško, lepo hiško imam, ampak je polna ljubezni in je to, kar rabim. Ne rabim nič drugega, ne rabim nobenih drugih krajev, mi je to ok, res mi je to ok. Ana, kako imam lepo oblekco, Ana, imam lepo oblekco. Mogoče boš kaj pripisala zraven, pa boš povedala, odkot imam tako lepo oblekco. Ana. Tako da, najprej hvaležni za to, kar imamo, da lahko dobimo naprej. To je pa res pomembno. Že kot majhna punčka, sem nekaj, ko bom jaz hodila v restauracije, v drage restauracije, lepo se bom obnašala, vse bom lepo znala, lepo bom jedla, odlično hrano bom jedla. In res je to. In ko se je to zgodilo, mi je bilo tako fajn, tako sem bila hvaležna za vse te, za vsak tak bombonček. In jaz sem prepričana, da od vseh teh bombončkov, ker sem bila tako in tako hvaležna za te bombončke, naprimer, jaz danes tega ne potrebujem iti na neke drage večerje. Jaz sem najsrečnejša, če lahko jaz kaj dobrega skuham, pa kdo prije k meni, ali pa, če me nekdo povabi na kako dobro večerjo. Iz tega, kaj želim povedati, bodite najprej hvaležni za to, kar imate, da lahko se vam odpre. In zdaj, eno nalogo ali pa orodje, katerega vam podam, da boste spoznali to moč, da boste spoznali to moč hvaležnosti, da boste res začutili to hvaležnost, da res najprej naredite vsak dan, vzamite 5 hvaležnosti. Pa pojdite najprej čistko, najprej na osebe, pa se najprej zahvalite mogoče tudi svoji družini, svojemu možu, svojim otrokom. Tako, malo se zahvalite, pa pridite do strank. Pa mogoče tisto, kar bi si vi želeli neke določene stranke, so te vaše stranke zdaj ta prava vstopnica, da pridete do pravih strank. Mogoče so one tiste, ki z njimi orjete ledino, da boste tiste stranke znali bolje obvladati. Jaz se spomnim, kako na začetku, ko sem začela delati, sem mislila, da bom najprej imela najboljše tiste gospodarstvenice, ki imajo topa, veste, od 500 ljudi, tako polno. Prvo pa sem dobila moje najbolj čudovite stranke. Moje stranke, ko jih danes gledam, ko gledam njih, ko gledam sebe, ko gledam, my God, koliko smo zrasle. Me napiše ena moja stranka, vsake toliko časa mi napiše hvala, jaz se moram zahvaliti, da te spomnim, koliko smo vse zrasle, ker vsak dan vidi svojo spremembo. Tako da, toliko za zdaj, to je 20 minut, malo več kot 20 minut. Orodje, ki vam ga toplo polagam, še posebej zdaj pred poletnem času, vsak sleherni dan 5 hvaležnosti napišite. Prepričana sem, da bo vaše življenje čisto drugačno. Pa kaj sem prepričana? Tisti, ki boste začeli pisati hvaležnosti, sem prepričana, da boste v septembru tem letu, od septembra do decembra sigurno videli z menoj. Zaradi tega, ker je mene hvaležnost dvignila tukaj, kjer sem danes, tej točki, da vse tako jemljem in da rečem, ta vrata se kar odpirajo se, pa ta vrata. Tako da, poskušajte delati, pa boste videli, ali boste v vaše življenje pripeljali več ljubezni, več sreče, več notranjega miru, več lahkotnosti in več zabave. Tako, kje se bo vam po to res poznalo, se vam bo pa tako, na vas. Vaše učke bojo govorile, vaš srček se bo slišal, tako tap, in vaša drža bo to izražala. To pomeni, takrat bo že stavek, že to je dovolj, da sem dovolj. Evo,
S tem bi končala. Želim vam en čudovit vikend. Jaz jutri imam s Kazim piknik, ker se bomo imeli čudovito, potem grem pa z mojimi damami, gremo na džibonja. Tako da danes bi mogla še malo džibonja poslušati, da bom znala vsaj 3 komade zapeti. Tako da lepo se imejte in se vidimo kmalu.